Ja, hvala in lep pozdrav. V knjigi je v bistvu zajeto moje delo iz doktorata in obravnava elektrarne na plimovanje in predvsem njihov vpliv na okolje, torej na spremembe vodnega režima. Tema je mogoče za nas prostor sicer manj relevantna, je pa zelo pomembna iz vidika klimatskih sprememb in vedno bolj hude energetske krize. To sta nekako bili tudi dve glavni motivaciji, zakaj sem se jaz te raziskave lotil. Poleg tega se pa zelo rad ukvarjam z numeričnim modeliranjem tekočin, to je tako imenovani computational fluid dynamics. No, ko sem se jaz pred leti preselil v Cardiff, da bi začel doktorat, hitro so me prevzele te njihove atlantske obale, ta surova moč oceana. Ne vem, če primerjamo z našim Jadranskim morjem, kadar voda zraste za več kot 1 meter, smo že nekako na robu katastrofe, panika, poplave. Tam pa o plimah manjših od 5 metrov praktično sploh ne moremo govoriti. Predvsem recimo to območje okrog Cardiffa je eno od svetovnih rekorderjev, kjer razlika med plimo in oseko redno presega 12 metrov in več. Tako da objekti, ki jih jaz obravnavam v knjigi, probajo izkoriščati ravno to, ta energetski potencial višinske razlike. Ideja je, da se zgradi neka pregrada, ki lahko plimo ob visoki vodi zadrži, potem počakamo, da oseka vodo na drugi strani odnese in imamo ta energetski potencial, da lahko prižgemo turbine. To je sicer samo eden od principov, kako se da plime izkoriščati. Drugega je pred kratkim slovenski javnosti v svoji knjigi Plan B predstavil tudi gospod Boštjan Videmšek. On je šel na Orkneyske otoke, kjer sicer izkoriščajo samo hitrost bibavice. V tem primeru se, če tako poenostavim, se vetrne elektrarne modificira in postavi v vodo in na ta način ravno tako lahko dosti enostavno proizvajamo energijo. In imajo tudi nekako manjši okoljski vpliv kot teli večji objekti, ki se ukvarjajo z višinsko razliko. Jaz v knjigi probam to tehnologijo čim širše predstaviti, potem predstavim tudi samo teoretično podlago za numerično modeliranje. Vse skupaj pa potem apliciram na 2 študiji primera, to sta pregrada v estuarju reke Severne in pa umetna laguna v zalivu Swansea Bay. Tukaj bi res omenil, to gre res za megalomanske projekte, predvsem ta pregrada. Tukaj je planirano, da bi se nekako zajezilo območje veliko več kot 500 kvadratnih kilometrov, nekje razred Ljubljanske kotline. In območje ima tudi zelo veliko ekološko ranljivih področij, ptice selivke, razni habitati, ki bi recimo z delovanjem te elektrarne bili ogroženi. Na drugi strani imamo pa zelo visok ekonomsko-energetski potencial, nekako predvidena instalirana moč elektrarn je 10 gigavatov, kar je nekako 10 naših TEŠ-ev. Tako da naravno zaradi tega pač je veliko polemik, razgrete razprave tako v javnih sferah kot v politiki. V Angliji se že desetletja s tem ukvarjajo in nekako vedno je preveč neznank, da bi prišli do neke dokončne odločitve. In tukaj pridemo potem mi inženirji, ki poskušamo s temi numeričnimi modelami vsaj to neznanko spremembe vodnega toka razrešiti. Jaz sem analize za ta 2 objekta tudi predstavil v knjigi. Sem bil kar vesel, ker so se rezultati zelo dobro ujemali z obstoječimi rezultati iz stroke. Sem pa zraven prispeval še neko izboljšanje računalniške kode, ki je malo bolj natančno opisala samo gibanje toka v neposredni bližini objektov, kar je imelo tudi velike posledice na erozijo in odlaganje sedimentov. Tako da zakaj več vas vabim, da si knjigo brezplačno ogledate na naši spletni strani. To je pa vse. Hvala.